pozdravljeni! Danes bomo spregovorili o enem ključnih izzivov sodobne medicine, to je multimorbidnost. Kako vpliva na kakovost življenja, na zdravstveni sistem in kakšne pristope potrebujemo za celostno obravnavo? Odgovore na to bo podal Gregor Veninšek, predstojnik Centra za geriatrično medicino v UKC Ljubljana. Lepo pozdravljeni. Moram priznati, ko sem se prvič srečala s to besedo multimorbidnost, kar grozna beseda, ne? Ampak zakaj sploh gre? A se vam res zdi? Ja. Ko ste slišali prvič za multivitamine, se vam je zdelo grozno? Morbidnost, ta komponenta je grozna. Ne, v bistvu ja, seveda ne. Biti multimorbiden oziroma živeti za multimorbidnostjo ni enostavna zadeva, niti ni prijetno, čeprav ni tako grozno, kot se sliši takoj. Multimorbidnost je definirana kot sočasna pojavnost dveh ali več bolezenskih stanj, ki so kronična. Danes v bistvu poskušamo uporabljati bolj terminologijo sočasne kronične bolezni. No, s tem so se začeli ukvarjati v bistvu v 70-ih letih, ker nekako smo prišli v čas, ko niso ljudje več umirali iznenada zaradi enostavne patologije, ampak zaradi napredka medicine in javnozdravstvenih ukrepov in vsega, kar zraven spada, so začeli živeti dlje, pridobivali različna bolezenska stanja. In potem se je pojavilo vprašanje, zakaj je zdaj ta človek umrl? Kaj voditi kot vitalno statistiko? In je bilo treba se začeti pogovarjati o multimorbidnosti, kaj je bolj pomembno, kaj je manj pomembno. Po drugi strani pa so se začeli raziskovati zdravila. In ko vi raziskujete neko zdravilo, vas zanima, kdo so osebe, ki jemljejo zdravila. Ker lahko na izid zdravljenja zelo vpliva kontekst, v katerem to zdravilo daješ. In tudi zato se je začelo pogovarjati o multimorbidnosti. Skratka, nekje od 70-ih letih naprej se pogovarjamo o več sočasno prisotnih bolezni. Začelo se je v epidemiologiji, danes je postal pa to vsakdanji klinični problem v ambulanti splošne medicine, pa pri posameznikih, ki so starejši od toliko in toliko. Katere kombinacije so najpogostejše teh kroničnih bolezni? Zdaj gre za kombinacijo bolezni in stanj. Najpogostejša bolezen, s katero se danes soočamo ljudje v zahodnem svetu, je seveda arterijska hipertenzija, povišan krvni tlak. Potem pa tisto, kar se lahko hitro ugotovi. Vsi smo vključeni v preventivne programe, torej se disglikemija, povečan krvni sladkor, zelo hitro ugotovi, hiperholesterolemija se lahko zelo hitro ugotovi, prekomerna telesna masa se zelo enostavno in zelo hitro ugotovi. Skratka, to so vse bolezni oziroma stanje. Danes je debelost smatrana kot bolezen, torej to bolezen jo prepoznavamo na cesti, že ko gremo peš, brez kakršnekoli bolj podrobne diagnostične metode. Potem imamo pa še stanja, ki so nekoliko bolj prikrita, to so pa stanja, ki prizdenejo psiho, depresija je zelo pogosta, anksioznost, razne stiske. In potem še eno stanje, ki je tudi bolezen, bolečine. Bolečine v različnih delih telesa. Se pravi, imamo neke bolezni, ki jih smatramo kot bolezni, pa imamo stanja in vse to kombiniramo skupaj v multimorbidnost. Kombinacije nešteto, ker je pač toliko bolezni, da ko začnete permutirati, dobite nešteto kombinacij. Najpogostejša je pa, recimo, če bi rekel, po angleških podatkih, naših podatkov tako natančnih nimamo, bi bila arterijska hipertenzija, depresija ali anksioznost in bolečina v križu. Ko zdravite te kronične bolezni, vsako posebej zdravite in ugotovite, da se recimo zdravljenje dveh kroničnih bolezni izključuje. Kaj potem? Nobena stvar ni tako črno-bela, redko kdaj ena bolezen tako izrine drugo, da je druga nedostopna zdravljenju. Zdaj uporablja se načelo največje koristi, se pravi, če bo neko bolezensko stanje prej poslabšalo kvaliteto ali bolj narobe sem se izrazil, ne gre za hitrost, gre za intenziteto, če bo bolj pomembno vplivalo na izide v smislu kvalitete, preživetja in tako naprej, se morda tistemu bolezenskemu stanju posveti nekaj več pozornosti. Vendar to ni pravilno vprašanje. Ko imamo mi eno samo bolezensko stanje, takrat ima oseba relativno v navednicah malo avtonomije. Ko ima pa multipla, sočasno prisotna bolezenska stanja, ki so kronična, takrat mora priti pa oseba v ospredje. Torej, katero bolezen bomo zdravili najbolj intenzivno? Tisto bolezen ali stanje, ki se bo tistemu, ki jo ima, zdelo, da je najbolj pomembno. Kdo ima pa v bistvu največjo vlogo pri tem, kako bo obvladovana določena kronična bolezen, sploh pa, če jih je več? A je to oseba, zdaj ste omenili osebo, ki ima te kronične bolezni, zdravniki, svojci, kdo? Vsi, v resnici. Oseba je tista, ki razpolaga
etična načela upoštevajo, so osnovna 4 etična načela, moramo vedno pri obravnavi upoštevati, in eno je obet koristi, obet škode, spoštovanje avtonomije in koncept pravičnosti. Ne. In tle je avtonomija zelo v ospredju, se pravi, moramo podpirati posameznika pri izbiri njegovih odločitev, morda se vedno ne strinjamo, ampak ga moramo podpirati. Kakšna je vloga družine? Da podpira svojega človeka, ki ima multimorbidnost v tem, kako se odloča in mu lajša vse tegobe, ki jih zdravljenje ali pa bolezni prinašajo. Čem je vloga družinskega zdravnika? Da zelo natančno in čim bolj brezšivno in čim bolj nemoteče koordinira oskrbo. Čem je vloga specialistov? Tudi družinski zdravniki so specialisti, da ne bo nesporazum, ampak specialistov, kot jih mi razumemo. V tem, da razumejo, da ne obstaja samo bolezen, ki je njihovo specialistično področje, ampak da upoštevajo tudi druge in da vedo, da je to oseba, pri kateri mora biti bolj izpostavljena upoštevanje njegove avtonomije. Skratka, vsi so vključeni in najbolj pomembni, čeprav verjetno res najbolj oseba z multimorbidnostjo. Verjetno je potem tudi zelo ključno timsko delo, povezanost med vsemi temi strokovnjaki, pa tudi hkrati z bolnikom, njegovimi svojci, prijatelji, oskrbovalci. A pa je dovolj timskega dela? Timsko delo, si ga lahko različno predstavljamo, in v bistvu pri multimorbidnosti mora biti oseba in njegovi bližnji del tima. In ključno osebe, ki se v tem timu pojavlja, je seveda lahko različno, tim je lahko različno sestavljen. Bolnišnično okolje je tako, da tam se lažje dela, se bolj pogosto dela in se dela bistveno bolj intenzivno v okviru nekega tima. Koliko so ti timi funkcionalni, je odvisno od okolij. V bolnišničnem okolju ste vedno v timskem delu. V ambulantnem delu nekoliko manj. Tam imate več interakcij 1 na 1 in ti ljudje se pa ne srečujejo drug z drugim, da bi uskladili svoje interese, tako da je timsko delo nekoliko manj izraženo v nebolnišničnem okolju, je pa seveda zelo pomembno in vodja tima oziroma glavni koordinator seveda je ali splošni zdravnik, če vzamemo strokovnjaka, v bistvu pa oseba z svojimi bližnjimi. Če bi lahko opisali tipičnega bolnika, ki je multimorbiden. Tipičnega bolnika ni. Ni. Zato, ker je naša taka moja kombinacija, zato ker v bistvu, kot veste, v psihoterapiji obstaja nekaj, čemu se reče kontratransfer, skratka, kako mi projeciramo našo percepcijo v osebo, ki je pred nami. In je že tako, da vi se strašno bojite multimorbidnosti, torej multimorbidnost je nekaj groznega, kdor jo ima, zgleda pa zelo slabo. Mogoče samo besede, mogoče bi mogli spremeniti poimenovanje tega stanja. Sej to je že novo stanje. Prej se je govorilo o komorbidnosti. Zdaj so pa to dve entiteti, ki se med seboj ločita, tudi strokovna literatura začenja to ločevati. Prej je bila komorbidnost ali multimorbidnost ali. Zdaj imamo pa revijo, ki se ukvarja z multimorbidnostjo in tudi z komorbidnostjo. Torej nekega človeka oziroma nekega bolnika, ki bi ga lahko opisali kot tipičen primer multimorbidnega bolnika, ni pol. Je to zelo širok? Ne, poglejte mene. Jaz sem slaboviden, praktično slep, malo pretiravam, ampak zelo sem slaboviden. Skozi me nekaj boli, V bistvu bolijo me, imel sem plantarni fasciitis, katerega se nisem znebil in me skozi občasno se mi narastišča teti v name in je to precej neprijetno. Verjetno rabim na stranišču del časa, da opravim malo potrebo, kot sem bil potreboval včasih. Tipičen primer multimorbidnega pacienta bi lahko bil. Skratka, lahko je nekaj groznega, ni pa nujno. A lahko oziroma v kakšni meri lahko digitalne tehnologije prispevajo k boljši obravnavi in obvladovanju bolnikov? Zdaj, obeti so seveda veliki, ampak v resnici na tej točki je obvladovanje multimorbidnosti in informacijska podpora nekako pogled v stekleno kroglo. To je obet prihodnosti, ne obet oziroma ne opis sedanjosti. Obeti so seveda veliki, lahko spremlja se bolnike za multimorbidnostjo, lahko se spremlja jih oddaleč, lahko se tim sestane okoli njih, lahko se oddaleč. Nekateri pravijo tudi telemedicina, če se predpiše recept na daleč, to telemedicina seveda ni, ampak recimo vse te IT podpore lahko olajšajo življenje osebi z multimorbidnostjo, ne morejo pa nadomestiti
To se je izkazalo v času COVID-a, v šolah, v ambulantah, povsod tega stika, ki je potreben. Ljudje še vedno smo nekako analogno narejeni in samo preko računalnika nekako stik ni tako dober, kot bi bil v živo. A lahko z učinkovitim preprečevanjem zmanjšamo primere multimorbidnosti? Če da, v kolikšni meri? Vse starejša družba smo? Absolutno, ampak podatkov, ki bi lahko podkrepili to, kar bom naprej povedal, ni na voljo ali pa so nekakovostni oziroma niso taki, da bi se dali resne zaključke delati. Ključni dejavniki za multimorbidnost so seveda dolgo življenje. Tako da težko je stisniti pa prdniti. To je ena stvar. Druga stvar je ta, da pa seveda v Združenih državah Amerike nekako pričakovano preživetje ne raste več, oni imajo epidemijo debelosti. Se pravi, če bi zmanjšali prekomerno telesno težo, če bi neko zdravo okolje, ki bi za dobro psihično počutje ljudi poskrbelo, če bi zagotovili redno telesno aktivnost, če bi imeli kakovostno hrano na voljo in bi uživali v razumnih količinah, bi se dalo upočasniti oziroma odložiti pojav multimorbidnosti, ki je verjetno do neke mere neizogiben. Ampak v resnici, če vas zdaj poslušam, si po eni strani želimo več multimorbidnosti, sam iz tega vidika, da dlje živimo ali kako? Želimo si je definitivno ne. Želimo si, da bi sredi naše najbolj ljube aktivnosti kar naenkrat zginili. Nažalost to tako ne gre, ampak z odlaganjem nastopa multimorbidnosti in z vedno bolj učinkovitim obvladovanjem multimorbidnosti pa si želimo doseči nekaj, čemur se reče kompresija obdobja smrtnosti oziroma nezmožnosti. Skratka, da bo obdobje starostne onemoglosti, starostne nezmožnosti, omejenosti v dnevnih aktivnosti in sam čas umiranja kar se da kratek. In epidemiološki podatki kažejo, da se temu bližamo. Ljudje v vedno bolj ozkem časovnem obdobju umirajo. In obolevajo. Slovenija je nekoliko izjemna. Mi imamo ta tako imenovani disability, omejenosti v telesnih aktivnostih oziroma samo poročamo o njih. To obdobje v Sloveniji nekako zelo dolgo. Samo to so ankete, to ni preverjeno, da je temu tako, ljudje pa malo porejamramo, če ne jamraš, nisi Slovenc, ne se veste. Tako da imamo to obdobje zelo dolgo, ampak vsa ta obdobja se komprimirajo in jaz mislim, da je to cilj. Dobre. Hvala za odgovore. Hvala tudi vsem, ki ste naju spremljali in lep pozdrav. Nasvidenje.